Evangelij te nedelje nam predstavi novo Jezusovo soočenje iz oči v oči z njegovimi nasprotniki. Tema za soočenje je bil davek cesarju, torej kočljivo vprašanje glede dovoljenosti ali nedovoljenosti plačevati davek rimskemu cesarju, pod katerim je bila v Jezusovem času Palestina. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 29. ali tudi misijonsko nedeljo. Stališča so bila različna. Zaradi tega je njemu namenjeno vprašanje farizejev, ali se sme dajati cesarju davek ali ne, past za učitelja, saj bi glede na to, kako bi odgovoril, bil obtožen, da je za ali proti Rimu. Jezus tudi v tem primeru odgovori vso mirnostjo in izkoristi zlobno vprašanje za pomemben nauk, ki ga povzdigne nad polemiko in odločitvijo, za koga si. Farizejem je rekel: pokažite mi davčni novec. Prinesli so mu denarij. Jezus pa je potem, ko si je ogledal denarij, dejal: čigava sta ta podoba in napis. Farizeji niso mogli ne odgovoriti: cesarjeva. Edaj je Jezus zaključil: dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Po eni strani je zahtevo, da se vrne cesarju, kar mu pripada, izjavil, da plačevanje davkov ni malikovanje, temveč dolžno dejanje do zemeljske oblasti. Po drugi strani pa, in tu je Jezusov nov zagon, se sklicuje na Božji primat, saj zahteva to, kar mu pripada kot gospodu človekovega življenja in zgodovine. Sklicevanje na cesarjevo podobo, vtisnjeno v denar, pomeni, da je prav čutiti se popolnoma, torej s pravicami in dolžnosti prebivalci države. Simbolično pa da misliti na drugo podobo, vtisnjeno v vsakega človeka, to je Božjo podobo. On je gospod vsega in mi, ki smo bili ustvarjeni po njegovi podobi, pripadamo predvsem njemu. Jezus je iz vprašanja, ki so mu ga zastavili farizeji, potegnil še bolj radikalno in življenjsko vprašanje za vsakega od nas. Komu pripadam? Družini, mestu, prijateljem, šoli, delu, politiki, državi? Da, seveda. Vendar pa predvsem, nas spominja Jezus, pripadaš Bogu.